vaše gledalke in gledalce seveda dobrodošli na prazničnem Laškem. Nahajamo se na eni izmed najbolj prazničnih lokacij na prazničnem Seniku, kjer se ravno ta vikend začne dogajanje. Ne smemo pozabiti prazničnega dogajanja v Sedražu, Jurkloštru, tako da vse skupaj bomo gostili več kot 100 dogodkov v prazničnem decembru, tako da ja, dobrodošli v Laškem. Drug dobri mož v Božiček prihaja 19. v Laškem, sicer na občinsko dvorišče. Omeniti moramo slovo od starega leta, ki ga že po tradiciji v Laškem naredimo par dni prej, to bo v soboto 27. decembra. Je pa posebnost, da delamo dva slovesa, najprej za najmlajše, v dopoldanskem času ob 11. uri skupaj z Dejanom Dogaja in pa ob 21. uri za tiste malo starejše skupaj s skupinama Vampir in Papir. Je še mogoče treba kakšno stvar posebej podčrtati? Seveda, omenil bi pa še nekaj ostalih tradicionalnih zadev. Kot sem že omenil, tukaj stojimo na območju prazničnega Senika. Tukaj bodo dogajanja vsak vikend in bo trajalo vse do 4. januarja 2000, v prihodnjem letu 2026. Dogajanje v pravličnih rimskih toplicah bo tudi praktično cel december oziroma do 26. decembra. Zelo vabimo, se pravi, na ogled živih jaslic, ki jih boste lahko videli v centru Laškega, v Jurkloštru, v Sedražu. Ne gre mimo tradicionalnega božičnega koncerta Laške pihalne godbe, ki bo potekala tudi v soboto 27. v dvorani Treh lilijah. Svoj koncert imajo tudi vaška godba Vrh nad Laškim, sicer v nedeljo 7. decembra v Kulturnem centru v Laškem in pa koncerta godbe Slovenskih železnic 19. decembra v Zidanem mostu. Posebej bi pa še omenil seveda tudi Štefanovo. Na Štefanovo tudi že po tradiciji nam pripravijo pogostitev ribiči, poteka tudi žegnanje konj v Laškem, na Laškem trgu in pa tudi žegnanje konj v Šentrupertu. Za zaključek, mogoče da povzamem, izredno smo ponosni v Laškem, se pravi, da to celotno decembrsko dogajanje delamo skupaj z lokalci, z lokalnimi društvi, z lokalnimi zavodi, vrtci, osnovnimi šolami. Ne gre pa mimo tudi seveda lokalnih ponudnikov, ki jih združujemo v kolektivno blagovno znamko Okusiti Laško. In kolektivna blagovna znamka Okusiti Laško je tisto stičišče, na katerem delamo tudi mi pri izboru prazničnih daril in seveda vljudno vabljeni, se pravi, na ogled, nakup le-teh v obeh Ticih, v Ticu v Laškem in pa v Ticu v Rimskih Toplicah in seveda na obisk vseh stojnic prodajaln v starem mestnem jedru in obiska sejmov, ki bodo potekali. No, letošnje dogajanje bo vendarle moteno zaradi del, ki potekajo prav v tem času v središču mesta. Torej, žegnanje konj bo na istem prizorišču, to morava posebej poudariti, podčrtati. Drži, mislim, žegnanje konj bo na istem prizorišču, na Laškem trgu. Zavedamo se, v samem centru mesta Laško potekajo gradbena dela, zato je malo omejen prihod. Mi posebej opozarjamo, se pravi, samo obiskovalce, na voljo vseeno dovolj parkirnih mest, poslužujte se parkirnih mest, ki so predvsem na desnem bregu Savinje, tako da mislim, da bomo tudi to logistično dobro speljali. Drsališče morava še tudi malo podčrtati. Toplo vreme je, drsališče bo vseeno obratovalo. Drsališče začne z obratovanjem v soboto skupaj z prižigom lučke pod prihodom Miklavža. Deluje vse do 11. januarja 2026. Ima prilagojeno in gostinsko ponudbo, se pravi, ki bo zajemala ponudbo tako za mlajše in starejše. Seveda pa moram poudariti, drsanje je, kot je bilo v prejšnjih letih, je brezplačno, omogočen je najem drsalk po simbolični ceni €1,50. Vaše konjerejsko društvo se je letos še posebej potrudilo, bi rekli, ne?
s temle prizoriščem. Najprej eno vprašanje, verjetno je tole boljše, kot je bilo v parku. Mislim, lokacijo smo pač spremenili zaradi tega, ker se je park na novo uredil, ne? In bi bilo zelo težko voziti s kočijo tam po tistih novih tlakovcih, kar ne bo primerno. Zaradi tega smo se pač odločili za novo lokacijo. Mislim, da bo ta lokacija tudi nekaj vreda, ker je v samem centru mesta. Je dosti lažji, pa je tudi izvedljivo delati tukaj kot na terani, ne? No, ampak vendarle, tole je trajalo pa kar nekaj delovnih ur, bi rekli, ne, da ste to prizorišče pripravili. Ja, to pa seveda. Zdaj smo kar enih 12 krepkih dni vložili se tudi v te priprave, za sam, ne? In boste obratovali, če rečeva grdo, do kdaj? Do 4.1. nedelja, kjer bomo tudi zaključili to Slovaško naselitev, da bo pošli še Sveti Trije kralji, potem bomo tam zaključili, s to nedeljo končujemo Slovaško naselitev. In ta vaša kočija bo vozila kje? Vozila bo moja kočija, kočija, pa še prijateljsko društvo, tukaj z kočijo, gdje bomo načeloma, lani bila zelo velika povpraševanja, smo zdaj dali, da bomo dnevno vozili 2 kočije. Kočija bo pa vozila na tej trasi tukaj iz parkirišča, Kluverjeve nagrade, mimo pivovarne, po celi Kluverjevi ulici, čez most, krožni promet, pa nazaj na prizorišče. Cena? Cena je, smo pustili tako lani, 15 €. Ja, povabil bi pa tudi vse na ogled naših stalnih stvari. Ostaja nam še abonmajska predstava Laponska. Posebnost te abonmajske predstave je, da v njej nastopa domačin Rok Matek, ki prihaja gostovati v Laško. Omenil bi še dogajanje v hiši generacij in pa v našem kulinaričnem centru Laška hiša, kjer vas tudi z veseljem pričakujemo na delavnicah prek piškotov in pa različnih železnic. Prej mi je ušlo vprašanje, drsališče je odprto vsak dan ali zgolj konec tedna? Drsališče je odprto vsak dan.